Ja, pozdravljeni. Tole je bil kar tektonski premik v najinem potovanju, ker smo iz tistih lepih otočkov, vročih, vlažnih, kjer je bilo vsega iz morja v izobilju, smo zdaj pobegnala v Južno Korejo. Pomladno Južno Korejo. Jaz imam dolge hlače. In zdaj, ker nimamo plana, ker nisem nič pričakovala, ker sem se odločila v zadnjem trenutku, pa se zdaj prepustila, pa bomo videla, kaj bo. Ampak izmed vseh stvari, kaj se nama zdaj najbolj lušta, je njihov tatarski biftek, ki mu rečejo, meni se zdi juko. Juke, v bistvu, juke. Našla sva ga, zgleda je ful popularen v tej restavraciji, zraven se pa pije shochu, oziroma riževo vino. To je surova govedina, čez je jajčka surova, vse skupaj je pa položeno na, kaj je to, moši. Dobro smo se najedla, fajn je bilo. Zdajle smo v tej narodni palači, katerega imena žal ne znamo izgovoriti, ampak je pa ful lepo. In ful se vsi oblačijo v te narodne noše, tudi midva bi se mogla, ampak se nisva. Mogoče se bomo pa drugič. Turistični slogan Južne Koreje je najbolje varovana skrivnost Azije. Zdaj se jaz sprašujem, zakaj je temu tako. In verjetno eden glavnih razlogov je to, da živ Bog tukaj ne govori angleško. In valjda ne morejo nič povedati o svoji lepi Južni Koreji. Vas bo zdajle Katka peljala na ogled najine sobe, tipične korejske. Se vam všeč moji copatki? Pojdite z mano na ogled sobe. Računalnik. Vrečka z potrebščinami za kopalnico, seveda naštimana za točno 3 dni, kar bova tukaj. Fen. Največji skrin na svetu, kar ste ga videli v hotelskih sobah. Robčki. Ne vem, če jih bo dost. Kava, čaj. To bo se bomo frizirali. Lak za lase. Losjon za moške. Tonik za moške. Prelnik vode. 2 brisače veliki. 4 majhne brisače in tudi taka mala luškana gobica za tuširanje z majhnimi takimi penicami. Trdo.